captain speaking. Please keep calm. Jaz sem letel letalo, Miha je bil steward. Igre vključujemo predvsem kot ponovitev neke snovi. Najprej profesor še na star način, če lahko tako rečemo, predava, razloži, potem pa kot ponovitev ponavadi uporabimo kakšno igro. Mi, ko se zdaj učimo prek teh iPadov, si tudi več zapomnimo, ker je nekaj na novo, pa je pač boljš, pa bolj zabavno, se nas zdi pa zanimivo. Ja. Skozi igro tudi profesori, pa tudi mi ugotovimo, da je še vse nekih 30 drugih snovi noter vključenih, naprimer od geografije do matematike, do vsega. V bistvu z eni se to tako predstavljajo, da je v bistvu to skozi iPad, pa to tudi, ko so prvič našim staršem omenili, so bili vsi tak, ja pa ne, pa to bo potem tak, ne bojo znali več pisati, pa ne bojo nič več delati praktično. Je dosti bolj zanimivo, pa dosti več ti bolj ostane, recimo tudi, ko se učiš, se lažje spomniš te snovi po tej igri potem. Moraš pa tudi veliko odgovornost prevzeti za to, da veš, da se lahko nekaj učiš, da nisi skozi na tablicah, pa igraš igrice, ampak da moraš se tresti. Sem navdušena nad mladimi, nad njihovo odprtostjo, ustvarjalnostjo in tudi načinom, da znajo povedati. Seveda, mi pa jih moramo slišati in mislim, da je ta dialog, ki smo ga vzpostavili že v izhodišču konference, pravzaprav povedal, zakaj smo vsi tukaj. Students are starting to build their competence playlists based on their talents. They have to choose courses. And the teachers have to challenge them and has to say, if you come to my course, it's going to be so difficult that without passion and talent you won't make it. Učenci so poskusne miške, večinoma stvari dobro sprejemajo, pa jim je všeč, da jim ni dolg čas, včasih malo gundrajo, ker se jim zdi, da morajo več delati kot pa jaz, ampak načeloma so jim stvari kar simpatične. Mi smo sodelovali z Johnom Colikom, ker smo v bistvu se odločili, da bomo naredili eno namizno igro. They did 90% of the work, and what was really interesting was that, you know, the game they produced completely from scratch was a really good game. And what we've got here in the room now is we've got 4 groups of teachers playing the game, and they've been playing it now for, I think, about 50 minutes. And you can see they're completely, totally absorbed. So it's been a real success. Zdaj, ko sem prišla ven, se počutim, da imam malo večjo glavo, se prav tako se mi zdi, da so se mi misli razširile, da jih imam več. Fascinantno. Veliko inovativnih idej, koristnih informacij, dobrih predavateljev. Všeč mi je tudi sama organizacija z igricami, z druženjem. V bistvu so nas prisilili v to, da hodimo okoli, iščemo skupine, spoznavamo nove ljudi. To, kar je konferenca v uvodu pokazala, je pokazala izkušnje in prve rezultate, kaj so nova spoznanja. Otprilike mi gledamo ono što vi radite, pa primjere dobre prakse prenosimo u Bosnu i Hercegovinu. Konferenco EDIT podpiramo sigurno zaradi njene vsebine, ker mislimo, da je tudi njen doprinos v slovenskem izobraževalnem prostoru zelo velik. Vedno sem si želela, da na konferenci ne govorimo odraslim, ampak da slišimo tiste, za katere to konferenco pripravljamo. Naj učijo nas na zabaven način, ne pa da nam dajo en zvezek, da pa rečete, učite se, ampak naj nam živo predstavijo, kaj hočejo povedati, da mi to vse skupaj doživimo. Učitelji bi si morali več upati, pozabiti na to, da jih omejuje matura, pa zunanje preverjanje, pa kar je še takih stvari, in si upati bolj razvijati kompetence, koncepte, miselne procese, reševanje problemov. Je treba začeti razumevati, da ne eni učimo druge, ampak da se skupaj učimo, vsi skupaj se učimo. Torej, učitelji in učenci se skupaj učimo. Da bolj kot nenavaden način učenja, bolj učinkovit je, pa bolj zanimiv je. Ne smeš zgubiti zagona, v smislu, ne smeš se ujeti v rutino. Če se ujameš v rutino, je vsako delo pa še toliko zanimivo, kot postane grozno. Je potrebno veliko angažmaja v spremembi naše miselnosti, v spremembi uporabe orodij in v razumevanju, kaj danes okolje potrebuje. Všeč nam je že to, da pouk ne poteka tako monotono.
In zdi se mi, da bi v bistvu profesori lahko postali bolj aktivni, bolj motivirali učence, študente. Pa to je bilo fajn, če se tudi sama malo več igram, tako čisto osebno. Predvsem pa delo z njimi, to je taka lepa kreativna izkušnja, da si želim, da bo to še v prihodnosti. Res nekaj posebnega. Upamo, še to večkrat naredili, to je bilo super. I ništa nije nemoguće.